Slovenija in Evropa bosta obstali le, če se bosta vrnili nazaj k svojim pristnim krščanskim vrednotam, k svojim koreninam, ali pa Evrope in Slovenije ne bo. In bo tukaj v raju pod Triglavom nekdo drug pisal vero in ustave. Podeželje ima še dušo, ve se zaradi česa, zaradi tradicije, zaradi krščanstva. Medtem ko v mestu je pa to izgubljeno in mislim, da na tem področju, sploh pa ob sedanjem papežu, mislim, da imamo tudi jasne poti za naprej. Dokler mi ne bomo spoznali, da je nosilec vsakega političnega, demokratičnega sistema človek, ki ima jasno zavest do tega in je sposoben notranje presoje in odločanja, mi tega nimamo 25 let, to traja in se nikamor ne vrne. Marsikaj smo dosegli, vendar marsikaj pa se danes ne pelje, po mojem, tako kot bi bilo potrebno. Veliko se naredi in veliko se dogaja na slovenski periferiji, tako da jaz nisem pesimist. Mislim, da bo šlo v tej smeri naprej. Da bi ljudi spodbudili temu, da resno razmišljajo, ali verjamejo v demokracijo. Ker če bo ta vera v demokracijo, potem bo tudi, odnos do države drugačen kot je. Po osamosvojitvi še nimamo mrtvih pokopanih in mene je zelo, zelo strah, da bo to ob svetem nikoli. In če bi ostali pri poštenju, po čemer smo Slovenci sloveli, sem jaz prepričan, da bi bili danes lahko, podobno kot Švica. Mene kot učiteljico moti, da je tak odpor do zasebnega šolstva, ko vendar zasebno šolstvo predstavlja neko novo kvaliteto in zdravo konkurenco tudi javnemu šolstvu. Trdega dela bo potrebno, da pridemo, če ne lih v Švico, pa saj tam čez Karavanke. Ljudje se morajo zavedati, da vsa ta leta praktično nam levica vlada. In to je glavni problem in vzrok za vse te težave, ki jih imamo. Čas je za desnico. Če bo ta narod, ta država hotela priti, kot rečemo, na zeleno vejo, je treba vedeti tole. Hiša se ne zida na pesek, pač pa na trdne temelje. Ko bodo vedeli, kaj so trdni temelji, potem bomo pa lahko pričeli graditi trdno hišo, našo slovensko domačijo.